Danes bomo spoznali zapis kar dveh malih pisanih črk, in sicer črke N in črke M. Si pripravljen? Verjamem, da komaj čakaš. Tudi danes ne pozabi na pravilno držo nalivnega peresa in kako pravilno sediš za mizo. Najprej si poglejmo, kakšni sta črki N in M na prvi pogled. Vidimo, da ima črka N en hribček, črka M pa dva hribčka. Obe črki imata najprej poševno črto, nato eno ravno črto, potem pa tako, kot sem rekla, črka N en hribček, črka M dva hribčka in nato dodamo še rokico, s katero se bosta črki povezovali z drugimi črkami. V nadaljevanju si bomo pogledali poteze za zapis malih pisanih črk N in M. Posnetka si pozorno poglej. Lahko si ju večkrat pogledaš in lahko s prstom povlečeš poteze po mojih potezah. N začnemo zapisovati tako, da potegnemo ravno poševno črto, zgoraj naredimo krajši ovinek in nadaljujemo z ravno navpično črto navzdol. Se vračamo po črti, ki smo jo zapisali, naredimo daljši hribček, ki ponazarja črko N, gremo zopet naravnost navzdol, spodaj naredimo ovinek in dodamo rokico. Gremo pogledat ponovno, se pravi, ravno poševno črto navzdol, krajši ovinek, ravna navzdol, se vračamo, naredimo daljši hribček za črko N, gremo zopet ravno navzdol, zankico naredimo in rokico dodamo. Pazimo, da ne naredimo teh prvih hribčkov preširokih, zato da se ne izgubi razlika med tem, kdaj dodajamo recimo tule rokico in kdaj je tole črka N. Pazimo tudi, da gremo v obeh primerih takole navzdol z ravno črto, ker če bomo naredili navzdol poševno črto, se izgubi oblika črke N. Črko M zapisujemo podobno, kot zapisujemo črko N. Torej potegnemo poševno črto navzgor, naredimo blagi ovinek, naredimo črto navzdol. Se vračamo po ravni črti navzgor nazaj in zdaj naredimo dva hribčka za črko M, se pravi, se vračamo, naredimo še drugi hribček, gremo zopet naravnost navzdol, blagi ovinek in dodamo rokico. Če pogledamo zapis ponovno, se pravi, gremo po strani navzgor, blagi ovinek navzdol, se vračamo, naredimo en hribček, se vračamo, naredimo drugi hribček, zopet gremo naravnost navzdol, blagi ovinek in dodamo rokico. Pazimo, da so hribčki enakomerni, se pravi, da sta oba dva enako široka, da se nam ne zgodi, da je en širši, en ožji. Pazimo tudi, da pri teh ravnih črtah naredimo res ravno črto navzdol, da ne delamo poševne, ker se nam potem zgodita takale dva primera. Sedaj poišči predlogo številka 2, kjer imaš zapisani črki N in M. Večkrat ju prevleci z nalivnikom, da se roka navadi pravilne poteze. Ko imaš občutek, da ti dobro gre, si poglej, kako zapisujemo črki N in M ozvezek lisička. Črke N in črko M zapisujemo v polje s trebuščkom. Pa si poglejmo torej zapis črke N v zvezek lisička. Naredimo torej poševno črto, krajši ovinek, naravnost črto navzdol, se vračamo, naredimo en trebušček, navzdol, krajši ovinek in rokico. Pokažem N ponovno, se pravi po strani, naravnost dol, se vračam navzgor, naredim en hribček, navzdol, rokico dodam.
Enako je potem s črko M, s tem, da sta tu dva trebuščka. Torej naredim postrani, naravnost dol, se vračam po črti navzgor, naredim en hribček in še drugi hribček. Za črko M grem zopet naravnost dol, krajši ovinek in dodam rokico. Napiši vsake črke po 2 vrstici. Pogledal si, kako pravilno zapisujemo črki N in M. Sedaj je na tebi, da vadiš. V zvezek lisička zapiši po 2 vrstici črke N in 2 vrstici črke M. Črke N in M lahko zapisuješ tudi v zvezku za opismenjevanje na strani 94. Tu boš opazil, da imaš tudi črko U, vendar je danes še ne zapisuj, kajti zapisa te črke še nismo spoznali. V nadaljevanju boš lahko pogledal, kako zapisujemo prve besede, ki jih lahko sestavljamo iz črk I, N in M. Najprej bomo pogledali zapis besede in besede ni, ki sta sestavljeni iz črk I in N. Nato te besede zapiši v zvezek lisička po eno vrstico. V nadaljevanju boš pogledal tudi, kako lahko zapisujemo imena s temi črkami. Ne pozabi, imena morajo imeti na začetku torej veliko začetnico. Nato pridno vadi zapis, kajti v prihodnjem tednu te čakata že 2 novi pisani črki. Torej spoznali črke I, črko N in črko M. Danes bomo poskušali te črke vezati v besede. Iz črke I in N lahko nastavimo besedo in, kar pomeni, da zapišemo črko I v to osnovno obliko. Tale rokica, ki je bila, pa kar naenkrat nastane prva poteza črke N in gremo zdaj v črko N. Ja, zapišemo torej črko N. Ja. Če dobro torej pogledaš, sta se tale rokica in tale rokica združili v tejle potezi. Ja, torej sta si podali roko in je to nastala ena sama črta. Ja. Enako bi bilo, če bi zapisali besedo ni in recimo gremo N in I. Ja, bomo zapisali besedo N. Se pravi, najprej zapišemo črko N in nato dodamo črko I. Ja, vidiš, da zopet sta se združili rokici v tole eno samo črto. Ja, tako iz črk I, N in M lahko zapišemo tudi ime Ani. Aja sicer še ne poznamo, vendar, ker je beseda Ani ime, vemo, da A mora biti torej velika začetnica. In gremo, se pravi, A zapišemo čez 2 vrstici, ker je to velika začetnica. Potem gremo pa takole spodaj in dodamo črko N. Ani. Besedo Ani sam še nekajkrat zapiši. Dodamo tudi ime Nini. Zopet velika začetnica črka N, ker je to velika začetnica, ker je ime, in dodamo črko I. Ni. Ne pozabi na pike pri črki I. Besedo Nini, ime Nini še nekajkrat zapiši. Zapisali bomo tudi besedo Mimi. Zopet velika začetnica, črka M čez 2 vrstici in nato nadaljujemo. Mi. Dodamo pike. Tudi sam besedo Mimi še nekajkrat zapiši.
pisanje lažje steklo, si lahko pomagaš s prilogama 3 in 4, kjer imaš besede zapisane v večji velikosti in tako, kot smo v šoli to delali, torej potegneš po teh mojih potezah tudi sam, da se tvoja roka navadi pravilne poteznosti pri zapisu črk oziroma besed. Bravo! Danes smo torej spoznali še drugo in tretjo malo pisano črko. Sedaj pa le pridno vadi. Pri delu pazi, bodi natančen, ne hiti, bodi pozoren, kako držiš nalivnik, kako sediš za mizo, in verjamem, da bo tvoje delo odlično opravljeno.